Lep pozdrav še enkrat iz Stožic, spoštovani gledalke in gledalci. Odkoder je v letošnji ligaški sezoni samo Mura odšla neporažena, samo Domžale so na tem stadionu dosegle zadetek, sicer pa je Olimpija pred svojimi gledalci, kolikor jih je pač tukaj lahko bilo v tem jesenskem delu, zabeležila 4 zmage, 1 remi, poraza torej še ni doživela. Tokrat podaje z prostega strela, proti Vombergarju leti tale žoga, tole je bilo celo bliže, kot smo morda pričakovali. Proti Mula Husejnoviću, Mula Husejnović gre proti kazenskemu prostoru. Jelić Balta. Po na desno stran žoga. Krasno preigravanje, odlično Frelih, še en poizkus, tokrat Stevanovića, tole je bila imenitna priložnost za Koparčane. Še ena podaja v kazenski prostor in vratnica še enkrat, tudi tokrat Vombergar, pa Boači. Boači ni ravno pri strelu, pa Jozinović v kazenski prostor, tokrat je Fink uspel blokirati. Stevanović ima nekaj prostora, Stevanović strelja, toda tokrat mimo vrat, to je bila še ena priložnost za Koparčane. Dalje, nula je, dalje! Mali! Bravo, Mali, bravo, ajde! Bravo, to dalje, nula je! Napadalcev pa Gala Kureža in Dražena Bagarića. Le je pri žogi Vombergar pa Ivanović. Ivanović pregrava v kazenskem prostoru. 1-1, strelec je Luka Marin. Neodločna koprska obramba. Tam je Đorđe Ivanović prišel v kazenski prostor. Vso tekmo ga tako rekoč nismo videli, ampak zdaj je pokazal svoje znanje. Luka Marin pa je dosegel prvi zadetek za Olimpijo. Pomemben zadetek Olimpije v pravem času. Kaj sva z Brankom že govorila, da bo tudi fizična pripravljenost še pomembna v nadaljevanju te tekme. Žoga proti Beširju. Bešir je dobro ustavil, pa zdaj Stevanovića in lahko vendarle zadene. Tako je. Stefan Stevanović je, mislim, da svoj 4. poizkus na današnjem srečanju pa vendarle izkoristil, ampak treba je zelo pohvaliti tudi vse, kar se je prej dogajalo. Ja, Spinelli v bistvu s hrbtom obrnjen proti Stevanoviću podaljša podajo in to je bil tisti odločilni moment. Stevanović se je znašel sam in končno je v bistvu znal nekako natančneje zadeti kot v prejšnjih poskusih. No, to je ta moment. Pa ništa, rekao sam dečkima da nažalost kako smo ušli u utakmicu, tako smo i prošli na kraju. Iako drugi dio smo se digli i izjednačili, opet onako iz neke nesmotrenosti, iz neke duge lopte, prijenosa 1, 2, 3 smo dobili taj gol, tako da sigurno da smo nezadovoljni i tužni što smo izgubili, ali opet na kraju priče nismo danas bili pravi i od početka smo imali onako, nije to bila utakmica naša sigurno najbolja i naše najbolje izdanje, tako da na kraju moramo čestitati Koperu na pobjedi i sad se dobro par dana odmoriti i vidjeti gdje su bile greške, dobro izanalizirati i vidjeti šta i kako dalje. Se strinjam, ja. Mislim, da so bili živčki malo večji danes, ker je si malo bolj oddaljen od ekipe, ampak mislim, da je funkcioniralo vse, kot je treba. Se vidi pod zgoraj malo še boljše, kako gibanje in vse. Tako, tekmi bi rekel, da je bila dobra tekma z obeh strani. Odigrali smo dobro. Rabimo mogoče preveč priložnosti za zadet. Na koncu, če pogledamo, zmaga zaslužena. Prišli smo tu se nadigravati in v tem uspeli. Mislim, da smo dobro držali žogo, dober pas in bili dosti nevarni, tako da
zelo zadovoljni, normalno, lepa zmaga, ampak treba biti na zemlji in delati naprej. Liga je zelo izenačena in naprej v takem tempu.